Ok, živijo družba, danes smo v malo bolj številčni množici, ponovadi je bolj en artist ali pa dva, danes jih imamo cel kup. Fantje živijo, to so smetnaki valjda, tudi jaz jih nisem poznal oziroma sem jih poznal, ampak nič ne vemo, sploh o vas v bistvu. Okay. Tako da dajmo začeti na začetku, ne? Kdo ste, kje ste, pa kdaj ste sploh začeli ustvarjati muziko? Kolektivno. Ali posameznike, več ali manj... Predvsem smetnaki. Kdaj ste se vi odločili, da boste ustanovili band in začeli delati ska pa punk? To je bilo pa tam 3-4 leta nazaj, tretletnik gimnazije za naju Žano. Midva sta bila sošolca in sošolca na konzervatoriju in sta šla na koncert od New York Ska Jazz Ensembla v Lajerci v Kranju. In to je bilo prvič, da smo slišali nek v bistvu ska v živo, nek ska jazz, ska, ne ska punk, ker smo malo skrenili s poti, ampak ja, takoj, to je dobro. Dajmo mi narediti nekaj takega, ki je podoben zveniku kartov, oziroma nek ska, funk, ker pač jaz sem saksofonist, Žan je pozavnist. Imeli smo še takrat zraven na koncertu pianista, ki je bil z nami za 1-2 koncerta, in pa bobnarja. In je bila perfektna zasedba, vsi smo več ali manj hodili na konzervatorij, na jazz, in je bila to neka logična poteza, ne ortodoksna, kao bomo igrali nek swing, ampak dajmo nekaj, kar je bolj povezan z neko punkom, rockom, funkom, bolj sproščen, bolj za ples. In tako smo pa osnovali ta band. Koliko cajta v bistvu, koliko cajta zdaj ste sploh že na sceni, 5 leta, ne? Če imam jaz prave podatke. Ja, nekaj 2017? Po moje 2017, torej 4 leta. Zanima me, jaz sem vse, kar sem tako prebral, pa kjer sem najdel, je bilo, vedno ste zase za svojo glasbo rekli, da je boljš, če kamen koteliš po hribu navzdol, pa se bolj sliš. Zakaj ime Smetnaki, pa zakaj tako mišljenje? V bistvu samo mišljenje, to je ta obratna psihologija, oziroma ironija na polno, sarkazem, cinizem, tudi nekako se to povezuje z našim imenom in z našimi besedili, tiste, kar pač so. Je konstantno neka kvazi družbena kritika, ki se v bistvu dela norca iz same sebe in hkrati pa hoče zares tudi nekaj povedati. Na nek skoraj humoren način, recimo. In pač pa še zraven glasbi. Zdi se mi, da gre to z roko v roki s skajem, ska punkom, funkom. Vsaj mojega mi kolektivno vsi pač na tak način doživljamo. In ime Smetnaki tudi gre tako, recimo, na nek način zraven. Z roko v roki, ne. Je pa sam, zakaj prav Smetnaki je pa bilo... Zgodno trdega špida. Ja, ker smo rabili ime. In nisem me pojma, kva bi bil ime pač našega benda in kva naj zdaj, povedati moramo, kdo igra. Kdo smo mi, ki igramo, in ura je bila 1 ponoči, jaz pianist in bivši basist, smo bili na tako imenovanem band name generatorju. In je ven vrgel na neki točki Trash Yard Kings and the Armadillo. In smo rekli, dajmo, mogoče bi slovensko, ker pojmo v slovenščini, imamo tudi pač smo v Sloveniji, v Kranju, whatever, jaz se pač najrajši izražam v slovenščini. In prevod pač direkten, pač Smetnaki je pač iz Trash Cans, oziroma tisti od Trash Yard Kings smo dali v Trash Cans oziroma v Smetnaki. Brez J-ja, Smetnjaki je pa Smetnaki glih zato, ker smo z Gorenjske. Ja. Ker ne rečemo tega J-ja. Pa marsikdo zameša oziroma nam doda to klukso, ampak je ni, tako da ne bo kakršnega koli konfuzna. Ja. Zdaj nekaj komadov že imate, pa tako tudi objavljenih na YouTubu, pa jaz nikaj nisem zasledil, da bi bil kakšen album odzuni. A je kakšen album odzuni? Ni album odzuni. Zakaj ni album odzuni? Ker namreč bil sem na koncertu, poslušal sem vas pač pod odrom, energija je bila res pač taka ta prava, tukaj se zagre. Tako da zakaj ne album, pa kdaj bo album?
Ja, zdaj smo, trenutno v bistvu, zdaj imamo plan, ga zdaj začeti snemati, prej smo imeli kadrovske probleme. Ja, smo zdaj polovico benda smo zdaj zamenjali, novo ekipo dobili. Imamo pa tudi vsi ostali toliko drugih stvari, imamo faks, pa tudi druge špile, pa to in nekako nismo zmeraj mogli priti skupaj. Zdaj smo se pa nabrali in zdaj imamo res plan. Plan je bil že trikrat. Mi smo približno tako kot drugi tir ali pa karkoli v Sloveniji. Lepa. Jaz upam, da bo čim prej kakšen album, no. Jaz upam tudi, da vas bom čim več videl nastopati takole na odrih. Kako to, da ste sploh prišli na Overjam? To, kaj, kje? To pa zahvala Darčiju z Train Station Subrte. Po mojem, da sem imel sam pač dost na istem placu vsak let, da je rekel, da je pejte v Tolmin, kar distanca do Kranja, čez hribe, tako da tam boste cool. In nas je dobre vole in odprtega srca priporočil organizatorjev. In naj bi igrali z Regalušnika, so tudi Kranjčani, ampak ja, Regalušnika ni in zdaj smo mi edini tle in ful smo bili skeptični, kaj se, shit, ok, to je reggae festival, ali pa dub, v redu. Mi igramo ska, kaj je pač osnova za reggae sicer, ampak ni samo ska, je še funk zraven, je še punk, ok, sej mogoče malo reggae, pa tako, ampak ful nas je, mislim, vsaj mene osebno, skrbeli, kako se bo to poklopilo v sam kontekst, ker naša muzika ni to. Ja, je mogoče malo drugačna, ampak še vedno zelo, zelo kvalitetna, ne. Vsaj tako se je slišali, se pravim, tudi pod odrom. Mislim, hvala, da ste se nam malo predstavili bolj, ker se pravim, mi smo nekaj vedeli o vas, nismo vedeli o vas. Regalušne dobro, recimo poznamo, a ne, za vas pa res mislim. Tako da upam, da se bomo še kaj srečali, pa vsaj takrat, ko boste kakšen album dal, ne. Ja, to. Držimo pesti vsi. Hvala za pogovor, delite še naprej, pa se pravi, upam, da se vidimo čim prej. Hvala. Hvala za povabilo. Ja, malenkost. Priložnost in ustrajanje. Ja, to gre vse, se pravi, roko v roki, ne. Ja, mi se trudimo, ampak verjamem pa, da je težje se ukvarjati z nekim bendom, če nima dejansko nekih posnetkov in vse, ker pač imamo so koncerti in uživa. To je pa res, se pravi. Malo skrivnostna glasba.